da se je nama pridružila tudi naj-tiktokerka leta 2020 in do pred kratkim stevardesa pri Emirates Airlines, Lucija Urankar, oziroma bolj znana pod vzdevkom X Lucy Time. Ful ti hvala res, da si tlele, eden izmed najbolj znanih slovenskih tiktokerjev. Pred kratkim je vodil ekipo, ki je na Canneskem filmskem festivalu osvojila nagrado za najboljši kratki film na TikToku, tako da ful bravo. Veš kaj je? Ti potle pisalo Riman in zdaj piše samo še Ranič. Je bejba, ki glede na TikToke pa YouTube ful rada bere, je predvsem navdušena nad Harryjem Potterjem in Marvel filmi, to je youtuberka Kaja Solo. Bejba, ki rada kuha golaž, snima TikToke, pa prodaja tudi svoj merch. Pa občasno jo vidiš tudi na žurkah, saj meni se je to že parkrat zgodilo. Natalija Govekar. Tukaj na poporeču enega šotam prej, ali? Ne. Krčovnik, oziroma vsem verjetno bolj znan pod svojim YouTube imenom Jack on the Box. Končno obe v Sloveniji zdaj naenkrat. V bistvu jaz sem trenutno na Nizozemskem. Dobro prijateljco in tudi podpornico najnega kanala, Katjo Grudnik. Na TikToku zelo rad daje ljubezenske nasvete folku, sploh tipom, kako se pogovarjati z bejbom, ta prav love coach. To je Juška oziroma Juščop, je Laura Posavec, tiktokerka skoraj s 50,000 followerji. Še Ponč in Sonč, v bistvu najna zelo dobra kolega. Alex je bil v bistvu najna paralelka v gimnaziji, tako da se že dolg časa poznamo. Davor, Pa še en minik nam je ratel dosežiti. Ja. Prišla so do 100. videa na najmu kanalu. Končno. Prav ne morem verjeti, da nam je po dobrih 2 letih res ratel to in da so toliko časa vztrajala, ker meni se zdi en res lep uspeh prideti čez ta met. Res je, če se čisto strinjam s tabo, Andraž. Zato so ful razmišljala tudi, kako bi ta video naredila malo drugačen in po nekaj časa se nam je porodila ena, po najinem mnenju, zabavna ideja. Kot ste videli na začetku, sva se odločila povabiti razne znane slovenski kreatorje vsebine, ki ustvarjajo in objavljajo na TikToku, YouTubeu oziroma se pač ukvarjajo s socialnimi omrežji in z njimi narediti kratek intervju o njihovem poznavanju in uporabi tehnologije. Meni je bilo super zabavno, ostale še malo bolj spoznati in se z njimi pokonektati. Upam, da je bilo njim tudi tako zabavno, kot je bilo nama in da se še kdaj kje podružimo in tudi kje sodelujemo. Tako da pač mi smo naredili nek tak podcast style video in zato bo tale video tudi malo daljši. Ker pač so imela kar 10 gostov in se je debata velikrat raznela. Z vsemi smo se slišali prek Zooma, kjer smo malo podebatirali in razglabljali o različnih temah. Skoraj res kaj en ta prav podcast. In celo nismo govorili samo o tehnologiji, čeprav v videu dejansko bo večinoma samo od tega. Za te debate sva pripravila par glavnih vprašanj o tehnologiji, ki se nama niso zdela nekaj preveč težka in bi nanje znal odgovoriti vsak, hkrati pa bi lahko dobila neke zaključke glede uporabe tehnologije pri nas. No, malo pa smo vmes tudi na hitro predebatirali o tem, kako je biti ustvarjalec vsebin in malo tudi take življenjske debate. Preden pa začnemo z glavnim delom, upam, da tole ne bo preveč slabo izpadlo, kar bom naredil. Midva sva za ta video mislila iti tudi po ulicah v Ljubljani in podobna vprašanja, kakor jih boste videli tle, vprašati tudi sva hotela vas na ulicah, ampak ravno ko so imela končno oba čas, nama je zagodil dež in tega dela niso uspela posneti pred Andraževim izpitom, dopustom. Zato danes tudi delava tale rešut. Drugače pa moram povedati, da nama v zadnjem obdobju spet ful cajta pobere služba, sploh meni in zato sem tudi manjkal v teh parih intervjujih, kakor boste videli, ker je ful dela v odvetniški pisarni. Ja, kdo pa si misli, no? Pač ja, Andraž se sicer ne bo pohvalil, ampak trenutno ima na grbi odvetniško pripravništvo, pripravništvo na sodišču, pa še tale kanal, fura, bravo Andraž, res bravo. Ampak ja, no, povezano s tem je to, da so se spet pojavili pomisleki o tem, kako dolgo bo še furala lahko tale kanal v takem obsegu. Zato vas v tem trenutku res prosim, da meni in pa sploh Andražu pokažete, da se nama še naprej splača furati tale kanal. Najbolj sigurno nama boste to pokazali na način, da se boste naročili na tale najin kanal, lajkali tale video in pa da naju followate na vseh spodaj označenih omrežjih, sploh kakšnem Instagramu pa TikToku, sploh naslednjem, kar probavava kaj bolj zabavnega objavljati. S tem, ko se nama bodo dvigalne cifre, nama boste dali zaupanje, pa tudi odprli kakšne šanse, da mogoče lahko dobiva kakšne sponzorske dile, ki bi nama pomagali razvijati tale kanal še naprej. Pač trenutno res raba malo več podpore spet in zato so se s tem odkritim sporočilom obrnila na vas, da dejansko veste, kakšno je najino počutje behind the scenes.
No, zdaj smo sicer kar malo depresivni radar, ampak res ni potrebe, ker je tole ful velik dosežek. Mislim, da moramo kar hitro naprej iti, da pokaževa ti zabavne pogovore, ki so jih imela z ostalimi ustvarjalci. Ja, prav imaš, no, pač malo sem res depresivno zašel, ampak dajmo hitro začeti s tem najnim podcastom za 100. video, ki bo, kot sem rekla, malo daljši, ampak upam, da boste vsem kaj zabavnega zvedeli in boste tole poslušali do konca. Upava tudi, da kvaliteta, kljub temu, da so bili pogovori posneti prek Zooma, ni preveč šepala. Sama rekla, da bi bila pripravljena dati. A se slišva, oprosti? Slišva. Nazadnje ta telefon kupila, mislim, da 2 leta pa pol nazaj. In zaenkrat še dela, tako da ga nima namena minati, ampak samo, da pogledam mojo povezavo, oprosti. Ti res upravičujem, okej, dej. Ni fajn. Ta Ta vprašanje, ta vprašanje ne gre. Trdila v vseh socialnih omrežjih, da pač socialna omrežja... Ojoj. Okay. Pardon. Ni panike, ni panike. Panike. V Cerknu je kar naenkrat boom, pač ne računalnik, ampak Zoom. Ne, moj Zoom je čisto, kako lahko obrnem. Pač jaz sem tako na računalniku. Ne štekam, kam je mogo iti. No, dobro, si lahko tudi na telefonu. Ja. Vse si lahko tudi na telefonu, saj ni panike. Ok, saj ni sorry, se opravičujem. Ne, Okay. ni panike. Easy. A bi lahko sam za sekundo poziral, kam sam še 3% dam iz telefon filat, kada sem tle Okay, predstavil. Se vidi? Okay. Samo. Easy. Dobro, da bom filat s sabo. Svetla je mogoče boljša svetloba celo. Ja, isto dobro, isto dobro. A bo tako v redu? Super. In da boste lahko vse uživali, ko pa sem že prej rekel, mi je bilo tole res top in upam, da bo z vsemi kreatorji lahko še večkrat sodelovala. Sa pa iz vseh debat dobila toliko materijala, da bi ga lahko recimo kamot za 3 take videe ali pa več imela. Zato bova zihar še celo poletje kakšne krajše zabavne klipe in pogovore objavljala, ki niso prišli v video, in to bo objavljala na TikToku in na drugih platformah, tako da dajmo kar začeti. Ja, čakaj, član moj, čestitke, stari, 100. video, kje ste pičke, mona. Hvala. No, okej, pa mislim, da lahko kar začnemo s temi vprašanji, če ti je kul, da malo prebijemo let z enim takim zelo lahkim vprašanjem. Kateri telefon uporabljaš? Uporabljam iPhone 13 Pro. Upa, da si spoj odločila za iPhone. Moj brat je imel vedno iPhone, sem tako, wow, jaz tudi hočem imeti iPhone in vsi ljudje so imeli iPhone in pa sem se odločila, da bom prešaltala. Pa enkrat vem, da sem je razbil stari, pa sem ga imela 2 tedna tistega, da me pa sploh pritegnil, da sem si kupila iPhona. Uporabljam iPhone 13 Pro Max, da se ne vidi, ampak tukaj je to. Evo. Zgubil si. Kaj? Kaj sta mislila, sta Android user? Če bomo lahko na hitro povem, zakaj sploh. Jaz sem imel Androida, imel sem Huawei, imel sem Realme, imel sem iPhone. Dejansko smo vse ta večje firme telefonov. In bom sigurno ostal na Apple, ker mi je najbližje. Ne vem, ta iOS mi je totalno cool, čisto enostavno, clean mi izgleda, res. Ne vem, cool mi je telefon, vala specifikacija, ima vsi novi telefoni, ima odlične specifikacije. Imate vidve to iPhone. razdeljeno. Ste imeli kdaj Androida ali ste pač sam iPhone? Jaz sem imela čisto prvi telefon, je bil Android, v bistvu nek Samsung, star, pol pa direkt v bistvu iPhone, ja. Jaz sem imela prvi telefon tudi en tak, v bistvu je bil Samsonite Hello Kitty. Ja, pol tudi Samsungi so bili ful moderni, se spomnim. iPhone-i niso bili takrat dostopni za nas mlajše, pač smo imeli 12 let, se mi zdi, in nisi mogel imeti iPhone-a. In pol nekako naslednji telefon je bil pa tudi Android, ampak sem iz unega prešaltala na iPhone-a, ker so vsi govorili iPhone. Sem si prvi iPhone sama kupila in sem bila ful ponosna na to. In od takrat naprej imam pa skozi iPhone-a. Kaj spomniš me bi, kjer iPhone je bil? Ja, 5S in sem ga kupila iz Bolhe
In sva šle z mamo iskat ga po noči ob 9 nekam v Izolo. Okay. Je izgledalo zelo sketchy, no, ampak je bilo vse ok, ful prijazen fant je bil in telefon je delal super pol, tako da sem lahko vesela. iPhone 13. Ok, poj si v bistvu... iPhone Pro. iPhone 13 Pro, ja. Tako, a si imaš že od nekaj Veš kaj, iPhone? dobra firma, so zrihtali, tako da... Aha, a drugač si že si skozi fan iPhone, si imel tudi prej Androida? Ne, letos je bilo prvič. Aha. Da. Prej sem bil na Samsungu, mislim, jaz ful nisem neki Samsung iPhone, Ja. na Samsung, cel sem bil na Samsungu, ampak me je tako razočaral, sem imel S9, tako počasi je delal, tako vse brez veze. In zdaj sem imel fan, sem rekel, veš kaj, adios, se ga vidimo nikoli več in zdaj sem preveč zadovoljen. Zdaj uporabljam iPhone 11, torej iPhone 11. Trend smo opazili tudi do zdaj še vsaka, ki smo z njim govorila, vsi imate iPhone. To je pač, ne vem, ali je to res toliko fora zaradi content creationa ali pač sam zaradi tega je Apple toliko popularen, ful je taka zanimiva zadeva, ker itak vsi vemo, da načeloma videi so boljši na iPhonu, a ne? Ko si... Ja, jaz mislim, da zdaj so že kar kompatibilni z kakšnim Samsungom, ampak kar se tiče pol eksportiranja, to pomeni, da daš video na računalnik, a ne, pa objaviš na YouTube, se pa mi zdi, da je še vedno kvaliteta najboljša. Oh moj bog! Wasn't that cool though. Ne, trenutno uporabljam Huawei P50 Pocket, ki moram priznati, da ima ful dobro kamero, pa všeč mi je, ker je zložljiv, ker je ladam v žep. Na šihtu ful prav pride, ker ga pač, whatever. No, Samsung. A ni cool to? Ja, je cool, ja. Itak, da je cool. I love that. Trenutno imam iPhone 11. Kaj se ti zdi zaradi tega, ker se ti zdi dobra kamera, ker si tako navajen na Apple, da bi ti bilo težko verjeti na Android? V bistvu, ker sem začel snemati TikToke, sem imel iPhone 7 kot tak čist mini telefonček. Ne, v bistvu petko sem imel najprej od tete, petko sem imel od tete, čist mini ta mal telefon. Sem v bistvu na začetku začel na temu snemal, pač na temu miniju, pa jaz sem kupil pač to 11, ker sem pač videl, da ne bo šlo več tako naprej in zaradi grafike in to. Mislim, da imam iPhone 12. Tudi zaradi tega, ker je za content creation pač dober, pa videi so dobri, slike so dobre, ne? In je pač verjetno ti to tudi dosti pomembno in s tem veliko narediš. Ja, pač tak iPhone je iPhone. Jaz rečem tako, enkrat, ko greš na iPhone, se več ne moreš vrniti na nič drugega. To je efekt, sem probala, ampak pač ne gre, res ne gre. Ko sem pa začela z iPhoneom, pa je bilo kontroljo, hočem spet nazaj na Samsung, te pa ne gre nazaj, ne. V bistvu meni sem kamera važna, pa pač, da se hitro odpirajo te aplikacije in to, da nič ne šteka, da je pač tekoče delovanje splošnega telefona, ne. Jaz imam iPhone že kar nekaj časa, se mi zdi, da po mojem lih 10 let, ja. Po mojem lih takrat, ko sem z blogom začela, da sem si tudi prvi iPhone kupila. Mislim, da sem si kupila ta prvega, da je bil 5. Torej, s 5 sem začela, potem sem imela iz 5 direkt na 7 in 7 v bistvu na 12 direkt. Tako da malo sem preskakovala, no? Nisem lih človek, ki bi na hitro menil telefone, ker mi je to kar nekaj stresa, pa toliko enih slik, pa vsega za preložiti, pa mi je to kar tako. Saj vem, da načeloma te vse stvari se zrihtajo, samo me je vedno malo strah buhne, da bi se kaj izgubili. Ja, se je stresno, itak je stresno. Ja, vedno je stresno. Meni je malo bolj stres, kot eno veselje, da imam nekaj novega, tako da se tako. Za nekaj let si ponavadi kupam, no. Jaz sem tak, da sem v zadnjih 7 letih sem po mojem 9 telefonov zamenil. Wow. No, evo, kontra od mene. Uporabljam oba dva istka. Ja, dejansko. In sicer Samsung Galaxy S20. Prva, ko ne uporablja ta iPhone. A res? Ja. Vsi so na iPhone-ih, a res? 9 od 10 jih je na iPhone, tako da... Kjer nora. To me pa dejansko preseneča. Content creatorji, sej zastopaš, mislim, video pač, če tako gledaš, res tam je tako next level, še vsem tudi proti mojemu S22 Ultra, pač so neke izboljšave, sej mi to vse snimamo z mojemu S22 Ultra, sam pač iPhone ima pač neko tako stvar, se mi zdi, ki malo boljš procesira, tako pa sploh za socialna omrežja,
se pa tam še dodatno poznati. Kaj pa zdaj, ko si v Slovenijo prišla, si se že navadila na Slovenijo? Moram reči, da se moram navaditi na ta bolj počasen ritem, ampak ja, valjda, Slovenija mi je top, tako da počasi bom navadila. A veš, da obstaja ena serija The Flight Attendant? To sem slišala, to mi vsi pravijo, ampak še nisem imela cajta pogledati. Ja, kar me prav zanima, a je tisto, kako tisto prikazuje, a je pač realno ali je tako, ker tam znotraj ful tudi žura pa take scene in me prav zanima, kako, če je dobro napisan, no? Je malo tako, pač bom tudi pogledala, bom pogledala pa ti sporočim, ampak žuranja je, veliko žuranja. Pričakovali vsaj nek papir ali neki, in smo bili presenečeni, da dejansko smo dobili cel pokal. No, hudo. Pa Verified si zdaj postal, a ne? A to je povezan, da si zaradi tega Verified? Ja. Okay. No, ja, mislim, njihovo prvo največje tekmovanje, zmagovalca bo treba Verified. Ja, itak da je treba. Čakaj, si te prvi v Sloveniji, še kdo? Jaz pravim vsem, da sem prvi. Prvi so bili Devilsi. Samo oni imajo 2 milijona, so grupa akrobatov, so international. To je druga stvar, ja. Da si pa sam creator. Ja, pač če si sam creator. To pa res, posamezni, tako ja, to pa sem prvi. To je čisto druga kategorija, to pač ne moreš primerjati. Naslednje vprašanje sicer je pač Android ali pa iOS, ampak itak tukaj pač ne pade v to kategorijo, če Huawei uporabljaš, tako da veliko od Huawei-ovega sistema so tudi mi že govorila na začetku, ko sva začela, tako da zdaj ne bi šli ful globoko v to debato, ker tukaj se po moje lahko zgubimo samo v tej debati za pol ure videa, tako da je dober sistem, malo drugač zdaj, ko ni Google-a. Sam se zaenkrat se da vse uporabljati, mislim, imaš YouTube, imaš mail prek G-Space-a, tako da... To sem jaz mislil vprašati, recimo, misliš, da si imela težek, recimo prehod na to, kar ni bilo Google-ovih storitev, a ti je bilo pač tako, no? Mislim, jaz sem na začetku malo zdaj moram jaz downloadati G-Space, pa moram iz G-Space-a moram dostopati do maila, pa moram dostopati do YouTube-a, sem pač se itak, pač vsake stvari se navadiš, tako da pač... Ja, sej, itak ko se nekdo odloči zdaj za Huawei, mislim, da je že dosti napisano, pač, da nima Google in se zavestno odloči, ker ima dobro kamero, ima pač druge prednosti. Tukaj se pa itak že znajdeš, če hočeš imeti Huawei, se pa itak pač znajdeš in ga uporabljaš. Ta iOS mi je totalno cool, čisto enostavno, clean mi izgleda, res. Ena prednost velika je pa pri storijih na Snapchatu, storijih, oziroma videih na Snapchatu, videih na Instagramu, YouTube storijih, ker ne lega, ker izgleda clean, crispy. Ne pa da imam jaz 17,000 followerov, pa imam tako kvaliteto, kot da snemam z krompirom, ne? In ti je vala bad. In mislim, da en dober čas ostal na Apple, ker mi je res udobno z njim, no. Sej pa si v bistvu naslednje najno vprašanje, to je, zakaj Android ali pa iOS? Ti tudi že v bistvu odgovoril, da ker je iOS bolj tak lahek, bolj tak clean, ja. Mene enostavno bolj clean mi izgleda, Android mi izgleda tak, res ne znam besede, ne, tak je bolj, nečem biti kaos. Tak, ja, bolj kje je kaj, zdaj moram najti tu. Ne, da ne pomote, malo pretiravam, ne, ampak se mislim, da razumete, da se mi pač iOS mi je taki, res taki clean, enostavno, s 3 tipkami že prijem do svojega odgovora, bla, ne. Ampak ne vem, navajen sem na to, zato mi je pač boljši Apple, no. Iz tega vsega sklepava, da, kot sem rekel, na Android verjetno bi težko šlo, ne, ker pač naslednje vprašanje je, zakaj Android ali pa iOS, kakšen je, si sploh kdaj probal Android ali si imel skozi sam iPhone? Ja, ne. Sem imel Androida, mislim, da sem imel Samsung Galaxy, ne vem, kjer je bila, ampak bil je en Samsung, v glavnem, ne vem zdaj točen kjer, da se nam zlagal nekaj, ampak imel sem Samsung, ampak v bistvu mene je motilo, že ko sem se pogovarjal s puncem, pa to ni emoji, to me je motilo. In v bistvu, po mojem, to je bil ta prvi razlog, zakaj sem hotel vzeti iPhone, zaradi teh emojijev. Ker sem jaz sem prv, ko sem imel Samsung, sem na trgovini Place downloadal iPhone emoji. Res. Ampak drugače se pa opaz tudi na kvaliteti, ne vem to, ampak vem kolega, ki ima Androida, ki snema TikTok in to čisto drugače. Mislim, da bi zelo težko šla na Androiden telefon, že prva sem čisto navajena na iOS. Tudi en čas sem uporabljala Samsung, mi sploh ni bil všeč.
Tako da sem kar privrženka iPhone-ov. Pa tako, navadila sem se tudi MacBooka uporabljala, sem, da pa to zelo rači kompatibilno skupaj, ker da uporabljam Android telefon, je to pa že neko težavo. V tvojem primeru, zakaj iOS? Kaj ti je toliko boljš? Mislim, tako, če sem čisto iskrena, meni je v bistvu bil boljši sistem Samsunga, kar se tiče, ker so aplikacije za ston pa to. Na iPhoneu mi je ful živce, ker se mora vse plačati in te subscriptioni pa to in ono. Tako da ne vem zakaj, ampak enostavno že estetsko mi je lepše, ne vem. Jaz se ful ne razumem v elektroniko, tako da meni je samo važno, da je lepo, da dela, da se Velikokrat slišimo, iPhone je narejen tudi za butle, pač da ga vsak lahko uporablja, da je tak intuitiven, da je lahek sistem, da ni nekih zakompliciranih menijev. Ja, to je res. Se strinjaš s tem, da pač vse napišeš in hitro lahko najdeš. Ja, to je res, ja. Zadovoljni z iPhonom? Razmišljate, da bi šli kaj nazaj ali ne? Ne. Lih sva se pogovarjali prej, glede na to, kakšne videe delava, pa kako izgleda slika, nama je najbolj všeč slika in video, ki jih iPhone-i naredijo. No? Ja, nekako tudi na TikToku se ful opazi razlika, ko ima nekdo Android ali pa iPhone. In ne vem, jaz se ne vidim, da bi lahko to menjala. Se verjetno bi šla pa zdaj tudi težko dol z iPhone, nekaj enkrat, ko si noter. Ja. Ne moreš nazaj, no. Že sistem je čist drug. Ne vem, ne bi mogla po mojem na Androida zdaj, no. Si nikoli sploh nisi uporabljala Androida v bistvu? Ne, nikoli. Ti govorijo, da je iOS pač lahek. Mislim tako, intuitivno narejen, da se strinjaš s tem. Ja, ampak je pa res, da tudi jaz uporabljam telefon dobesedno za osnovne stvari, pa kar se tiče fotkanja, slikanja pa te aplikacije. Zdaj jaz sama ne posodabljam iPhona redno, ker imam spustno eno ikonco, da moram posodobiti, ne, ojoj, za vas bo to ojoj. Ampak ja, tako da ja, jaz bi se mogoče strinjala, mogoče nisem ta prava oseba za to vprašanje. Kaj je najbolj privlačno na Androidu? Jaz imam na šihtu službeno tablico iPada. In ga ne razumem. Jaz ga pač res ne razumem, da zabavam se. Pač to ne znam ga dol poskrolati, ne znam ga ugasniti, tako vse živo grem na YouTube gledati, ker ga ne znam uporabljati, tako grozen. Jaz mislim, da je tlele predvsem to, ker, ne vem, zdaj bom zase govoril, ampak mislim, da govorim tudi za Cindy, pač toliko cajta so že v Androidu noter, da ti je pač domač. In v bistvu, ko enkrat začneš uporabljati iOS, je čist druga logika zadnji. Ja, sem navajena. Jaz priznam, da sem večkrat glede tega staromodna in ful se mi ne da na nove sisteme navajati. In sem pol cela živčna, če kaj ne znam, sploh zato, ker res sem veliko na telefonu, res sem pač navajena in že bi znala vse stvari narediti, ne? In bi mi bil res prijet, če bi nek sistem bil drug, pa še cela družina ima iPhone, tako da smo v bistvu, moram reči, to definitivno vpliva, ne? Zdaj, ko imaš iOS pa iPhone, ne bi šel nazaj na Androiden telefon. Ma ni šans, stari, ko je slabo, ojoj. Pojte to. Nimam nič proti, samo ojoj, ajoj, slabo. Te je toliko prepričal? Ja, pač ekosistem cel od Apple, če posebej, če imaš pač Apple in to je tako božansko, to je tako easy uporabljati vse po vse. Član moj, jaz sem imel dopust z enimi kolegi in oni so prišli pred mano. Jaz njemu, dej, kje je Wi-Fi? Čakaj, dej, pošljem. Ti pa ste lahko pred jaz imam Wi-Fi. Član. Ja. Ne, pač itak, to je, ko si enkrat noter poje v Apple ekosistemu, po mojem greš težko ven, ne? Ima iPhone pač tak layout, lahko si daš v mapico in to, in premikaš aplikacijo pa na mizi, član, to. Med korona ste začeli s TikTokom, ne? Tako ste sploh dobili idejo, tako da... Ja, lani, aprila 2020 smo šli na dopust v Mehiko, še med korono nekako. In lih to je bila fora, ker je bilo ful grdo gledano, če greš na dopust med korono. In tudi do zadnjega res nisi vedel, če boš lahko šel sploh na tako dolgo potovanje. In pa smo rekli, v redu, pač nismo nobenemu povedali. In pol bili najna mega strategija, povej. Ja, sva pač rabili nekje, kjer bi se življali, kjer bi objavljali, kjer bi snimali videe, kjer bi lahko nekako objavljali stvari iz dopusta. In sva ustvarili ta profil. In seveda ni to pomagalo, da so bili v Mehiki, ki so mislili, da bojo samo ljudje v Mehiki to videli, ampak so videli tudi vsi naši prijatelji doma, ker algoritem deluje drugače, kot so mislili.
In pa kar naenkrat sta se pa pojavile. Ja, pol sva šli na še en dopust v Španijo skupaj in tam sva pol začeli zares snemati stvari in objavljati malo več. To se pravi, predvidevam, da ste jim tudi si dali po tem obisku. Ja. Tako. V bistvu je mogel profil na hitro nastati in pač prva logična je bila Chicas in Mexico in to je ostalo. Punce v Mehiki. To je moje naslednje vprašanje. Jaz sicer, ker živim, kakšen bo odgovor, se mi zdi malo spomnil. Preveč me poznaš ti. Ja. Te bom vseeno vprašal. Povej. Koliko zahtevna uporabnica telefona misliš, da si? A si ne preveč, a si srednje, ali si zahtevna uporabnica telefona? Jaz mislim, da sem, mogoče glede fotografije pa teh stvari mečkam bolj, nisem čisto easy going. Pa približno ne veš, koliko imaš recimo screen on time, a to kdaj pogledaš, ko približno... Ne, lahko pa pogledamo, čakaj, kje to pogledam? Evo ga. No, da bi slišmo. 4:25. Ja, to ni to hudo. Po bistvu sem rekla, da ful nisem, zaradi tega, ker pač sicer snemam s telefonom, sam ne delam skoraj nič druga na telefonu. Imam Instagram in TikTok in pač mogoče do maila dostopam in to je to. Pri meni je sam kamera je tisto, kar je najpomembnejše, vse ostalo pa niti ne toliko, tako da nisem neki ful. Sem bolj za druge stvari. Ja, jaz vse delam preko telefona, jaz računalnik uporabljam samo za gledanje filmov in recimo za take stvari, kot delamo zdaj. Drugače pač maili, kar se tiče biznisa, pač vse gre preko telefona. Jaz sem rekla meni, da kdo ukrade telefon ali da ga zgubim, pač gre cel moj life. Ja, verjamem, ja. Saj danes je res tako. Žalostno slišati, ampak pač se mi zdi, da danes mladi vse dajemo na te telefone in da smo toliko navajeni vse rešiti preko enega klika ali bilo česa. Lahko plačuješ s telefonom, lahko vse delaš z njim. Tudi tako snemam TikToke, veliko uporabljam telefon, tako da mi je to zelo pomemben. Zdaj, jaz v bistvu Apple res zelo zaupam, tako da, ker kupam nek telefon, posebej če je to Pro, vem, da bo v redu in bi težko našla nekaj ful boljšega. Bi pa naprimer zelo težji uporabljala zdaj nek starejši iPhone, ker tako je opazim, da je zelo počasnejši, hitreje se sprazni baterija, ni tako dobra kamera. Jaz mislim, da vsaj jaz sem kar zahtevna uporabnica, jaz sem skozi na telefonu. Ja, jaz tudi. Predvsem pač, a veš, sej, če ga že ne uporabljaš rede za te Instagram, Facebook, gor, dol, tudi če ga ne uporabljam za content creation, bom tako rekel. Recimo YouTube, a veš, to je v avtu namesto podcastov, pač poslušaš. Cene, kaj taga, ne, tako da, če bi tako gledal, verjeten on-screen time ima verjetno, saj jaz ga imam verjeten precej, ampak ne pomeni to, da sem skozi fizično na telefonu. Ja, okay. Da ga več uporablja, tako kar pa recimo nek povprečen bi rekla. Nek povprečen uporablja. Okay. Srednje, nisi nekaj, da bi rabila biti skozi gor na telefonu, da bi rabila skozi čekirati. Ok, to je zdaj drugače, pač. Jaz bom rekla, da ne uporabljam vse funkcije telefona. To moja najbolj uporabljena aplikacija je itak socialna omrežja, torej Instagram, TikTok, mail, zadnje čase full mail, groza. Pa imaš na primer galerija, vse te aplikacije, ki imam zloadane za editat, od iMovie, ker je čisto simple, do InShot, do Snapseed, a veš pač vse te. Ja, da lahko tudi na telefonu editaš malo. Koliko imaš recimo screen on time, ga imaš velik ali... Ja, no, pač... glede na to, da sem naj-tiktokerica leta, veš, je moj screen time zelo, kako bi rekla, zanimiv. Sem pač delala kot stevardesa, je bil moj screen time je njihov, no, tako da jaz sem tudi po 24 ur odsotna, nisem bila na telefonu, ker sem pač letela 15 ur, pa sem 10 ur spala, tako da je bil moj screen time tam nekje od 4 ure do 7 ur na dan. Je njihov pač, no. Zdaj, ko sem en teden doma, še nisem pogledala, koliko je moj screen time, pa zihar je več, no. Oziroma zihar je 7 ur na dan, ker je too much. Za biznis verjetno vse delaš na telefonu večinoma? Ne, na računalniku. Na računalniku? Čakaj, da vidimo zdaj, evo, tle, če ima. Hey Siri, what's my screen time? A ne, to ne znam povedati. To ne znam. Ne vem, veš kaj, jaz če nič drugo, moram biti aktiven, ki uploadam in te fore, videe in to non-stop gor, moram malo biti aktiven, cak.
Pa če ne bolje za pleasure, imam jaz telefon, YouTube, filmčki in tako. Tako da pa nisi, recimo, nisi nek ful zahteven uporabnik, ampak tako je pa fajn, da imaš dober telefon, da mora laufati. Ko ga rabi in ga moramo vzeti ven in mi mora pač... Moraš zaupati vanga. Ja, glede na to, kar trenutno delava za pač content creation slike, meni je bilo vedno všeč slikati, snemati karkoli, tako da nam je telefon obvezno, da je dober. Sam ga dosti uporabljam in da si pa ti predstavlja, da imaš novi telefon, pa ti začne nekaj legati. Vala se mi spi pa, če je telefon Dragopes pa novi, ne? Tada sem sigurno zahteven, ker sem tudi res ogromno uporabljam telefon, ogromno. Že malo tako, da sem že obseden s telefonom, lahko rečem. Dejansko je žalostno, ne? Ampak vem, ker vidim, da včasih, ko me nič ne cingla, ko pogledam gor, če kdo kaj napisal, če kaj bilo, tako dodaleč bi šla, ampak mi smo pač taka generacija, se mi zdi, da že vsaki drugi taki, no. Ne morem si pomagati, da ne poprašal, ker si rekla, da imaš igralne konzole, a poj si bila ena od srečnežev, da si dobila PlayStation 5, ali tudi to še čakamo? Ne, jaz sem bila v ta prvi rundi, pa itak sem pol delala kako leto s PlayStationom, ko smo delali PlayStation Play oddajo, sploh ne vem več v glavnem. Pa sem pol delala še pač tudi tek privat za, mislim, malo druge stvari za njih, tako da sem dobila PlayStation tudi pa še ful drugih stvari, pa igrce, pa gor pa dol, tako da proud owner of PlayStation 5 in pa sem bila, na začetku sem bila ena izmed 4 onih v Sloveniji, ki smo imeli PlayStation 5 in sem imela cele DMs, sem imela polne od pač ponavadi ženske dobivajo sporočila, pač dick pics, whatever, jaz sem dobila, a mi prodaš PlayStation, prosim. Tako zanima, koliko cajta misliš, da bi ti brez socialnih omrežij zdržal najdlje? Zdaj, če se pravi, da nimam telefona. Ja, da si rečeš kao lahko, ali da narediš detox, ali pa da si tako prisiljen, pa da bi si rekel, fakt, da jaz bi pa res že rabil malo pogledati kaj na Instagramu, na TikToku, karkoli. Imam da kakšen teden max. Ok, sej. To ne, slab teden. Če sem preveč odvisen od telefona, jaz sem skozi na telefonu, pač tudi, ne vem, dobro ker nisem v fitnessu ali pa tako, če res kaj delam za faks, jaz sem skozi na telefonu. A bi lahko neki detox naredil za kakšen teden ali pa 2, pa izdržal? Cel life. Da, ni panike sploh. Cel life. Ko nič. Ok, pa nisi to kun, da bi rekel, fakt moram zdaj to pogledati, pa videti, kaj se dogaja, ampak bi rekel pač... Fora je to, kot si zdaj rekel, da vidim, kaj se dogaja zaradi kontenta in pač, ki sem v tem užiral. To je to moj life, pač moram vedeti, moram biti up to date. Zato tudi jaz če scrollam, da vidim, kaj je zdaj aktualno malo, da vidim, kaj so trendiči, kaj se dogaja, zakaj, kako. Jaz sem zvedel prej na TikToku za Rusijo, pa na televiziji. In verjetno bi težko brez tega zdržala, a ne? Ja, vsekakor. Tudi v bistvu trenutno 80% mojega dela so socialna omrežja. Tudi pač nisem v TikToku, tudi Instagram, Facebook, Twitter. Tako da, če bi bila brez socialnih omrežij, v bistvu da ne bi brala novic, ne bi vedela, kaj se dogaja, kaj v trendu. Če bi bila na detoksu, pa tudi ne bi delala. Tako prav socialna omrežja, zdaj pač skoraj po mojem bilo en teden, ampak kar se tiče teh komunikacijskih stvari glede telefona, torej, da ti vhajna stike s prijatelji, da se dogovori za karkoli, pa itak zdaj brez telefona ne moreš nič. To pa mogoče pol dneva. No itak, ja, pač se to po mojem noben, jaz sem bolj tako mislil, da ne rabiš gledati nekakšnih storijev na Instagram, ali pa ne rabiš... Ok, pa rečejo tako, realno, če sem realna, da bi se res naredila detox, bi rekla en teden, da pa tako, pač da nimam časa gledati socialnih omrežij, pa rečemo, da ne vem, 24 ur, pač en dan zihar, pač pa en dan pa 2 dni, da ne bi rabila gledati zihar. Jaz čistek priznam, da jaz bila čista motna v detoksu, ker res sem lani naredila kao 14 dni, en teden brez socialnih medijev. Zaradi tega, ker sem bila v eni res low point v življenju in sem hotel narediti en tak krajši detoks. Pač jaz si pri meni je da realno pač tega ne morem narediti, si želim, ampak jaz sem full hater socialnih omrežij,
Jaz uporabljam TikTok samo zato, da približno vem, kaj so trendi, pa pol naredim pač kak TikTok, kdaj pa kdaj. Drugače ga ful vsega odvajam. Priznam, jaz sem ful hater TikToka že zaradi tega, ker sem jaz odvisna od njega in mi je ful težko, ne vem. Grozno mi je, da se zjutraj se zbudim in prva stvar, ko jo naredim, je, da vzamem telefon in potem sem uro pa pol na TikToku. Pač ne pretiravam, ura pa pol je in sam ležim v poslu, da delam nič. Vse tam hitro zgine čas. Ja, exactly. Jaz ogromno berem, ogromno igram igrice, jaz imam vse možne konzole, imam, ko jih laka, vse igrice, ne vem kaj, vse sem že dobila od PlayStationa za igrati. In dejansko pa na koncu nič ne špilam, samo zaradi tega, ker pač sem skos na TikToku in skos na Instagramu in vse preverjam. Iskreno mislim, da bi lahko ful. Kljub temu, da vsi tisti, ki pač živimo od tega, pa smo res veliko časa na tem, si marsikdo misli, ti pa res si addicted, ne moreš ni šanse, da bi bil recimo brez. Ampak jaz recimo, ko od časa do časa trudim se ali kakšne detox vikende delati, ki si pa lahko prvošam, torej tudi, da nimam službeno neke stvari, da jih moram objavljati in tako, pač probam vzeti vsaj en teden poleti ali pa še več, pač kakor gre, no, se pravi, od časa, od obveznosti in tega odvisno. Meni ful paše v bistvu, zato ker se mi zdi, da tako, jaz tudi dostikrat o tem govorim, ful se mi zdi, da rabimo vsi ljudje odklop, ne glede na to, karkoli delam, nasploh od interneta, ker se mi zdi, da tako life teče bolj počas. Kljub temu, da imam vse to rada, ampak tako, ful se bolj zavedaš, ne vem, ker jaz tudi pravim, tako mora ti ratati kdaj dolg čas za to, da dobiš nove ideje, ker če ti pač nimaš tega časa, takrat jaz dobim recimo ful idej, kaj si še hočem narediti, kam bi rada zapeljala stvari, kaj mi ni cool, kaj bi dala stran ali pa tako. In se mi zdi, da v bistvu jaz sem ziher, da bi lahko bila tudi več mesecev, če bi bilo treba brez, ker meni je recimo offline, bom rekla, life čist super, samo pač res pa je, da sem pač tudi si zgradila službo in to na tem, tako da v bistvu malo sem tudi itak si primorana, ne. Je tvoja najljubša aplikacija? Aplikacija, prav. OnlyFans. To bi rada zadnje čase, toliko sprašujem vse fante, če imajo OnlyFans in nobenega še nisem srečala, kaj ima ta OnlyFans. In ne vem, pač, a to noben ne uporablja, ali moram kakšne, ne vem, kako stare najditi, ne vem. Nisem nekako do 30 leta moške sprašvala, mi še noben tega, ker me ful zanima, kako to zgleda prav noter v tej aplikaciji konkretno. Mi do 30 smo še taki, da imamo malo več dostopa tu živo, no, pač tako, da še greš ven in se ti to mogoče celo zgodi, ne? Če si pa starejši, pa pač že nimaš več toliko dostopa do tega. Da gremo zdaj naprej bolj na sam nakup telefona, ko razmišljate o nakupu novega telefona. No, koliko bi bila pripravljena dati največ za nek telefon? Ja, ne vem, jaz, ko se odločam za telefon, mi je bolj pomemben, da pač so stvari, da štimajo, ker vem, da je to investicija, ne vem, na naslednje 2, 3, 4, 5 let. 5 leta se zdaj malo krajšajo, no, ampak... Tak let zaprli. Ampak načeloma na tisti točki, to je ta prva stvar, drugo je potem cena. Zdaj, več o manj, ne vem, nikoli pa nisem šel čez Jurija, recimo, za telefon, ker je recimo zanimiv. Tako da, če bi zelo mogel Jurija za telefon vrš, bi mi bilo malo tako, fakt, ne vem, če bi. Tako da, ne vem, jaz bi si dal budžet, ne vem, tam nekje 800 evrov. Danes, ko bi dal do Jurija pa še to zelo težkim srcem, tudi če bi imel res ogromno denarja, bi težko dal po 2 ura, 3 ura za telefon. Vam pa povem, da si zadnjih 4-5 telefonov sploh nisem kupil, naprimer, ne. Sem imel vse srečo, da sem dobil neki sponzorski deal in zato tudi nimam občutka, če bi dal, če ne bi dal, ker nisem rabo dati, ne. Ne vem, kako izgleda, ko daš ti naenkrat Jurija 500 vun iz bank accounta, ne vem, kako to izgleda, ne, in ne vem, kako da bi me to prizadelo, ne. Ampak sigurno do Jurija 500 bi zdaj dal, za ta telefon si bi sigurno kupil, sigurno si bi ta telefon kupil. Zdaj, glede na to, da sem v bistvu vse odvija na telefonu in glede snemanja biznisa, v bistvu vse na telefonu, tako da je res, pač vsaj meni osebno je pomembno, da imam res en dober telefon, da hitro dela, tako da tudi zdaj imam namen kupiti novega 13, tako da ne vem, koliko je nova 13, ampak definitivno bi dal, ne vem, Jurija 300, Jurija 400 za nov telefon. Pogovarjale in imava zdaj obe dve telefon pač kupljen na naročnino, ne? In je 50 evrov na mesec, imava to iPhone 12 Pro in
mojem trenutno več kot toliko ne bi dala. Ja, toliko. Ja. Ma tako nekje kot z računalnik, torej okoli Jurija 400 max. Ok. Pa bi recimo tudi nekega, če bo zdaj prišel iPhone 14 Pro Max, ki bo tam okoli bi dala za njega s tem, da bi vedela, da pač dejansko je to ta glavna stvar, ki ga rabiš v življenju, pa da je zanesljiv. Življenjsko, ja. Ja. Pač, koliko pa ponavadi recimo daš tako za telefon? Pa isto, tako Jurija 200, okoli Jurija 400 se vedno tako gibajo, tako ti iPhone imajo tam cene. Pač meni je to, če tako logično pomislim, je Jurija absolutno preveč, ampak po drugi strani pa to je zdaj kokaren pač ena naprava, ki jo moraš imeti v življenju, ki jo uporabljaš največ. Od vseh teh elektronskih naprav, torej od televizije do računalnika do nimam iPada ali pa teh tablic, je telefon edina stvar, ki jo uporabljaš vsak dan, pa skoraj vsako uro. Tako da jaz sem pač pripravljena všteti, recimo Jurija, Max Jurija 300, po mojem. Ne vem, nisem še gledala, koliko so zdaj te novi telefoni, tako da ne me za besedo vzeta več. No, sej. To za Jurija 300 dobiš že recimo, po moje, če bi razmišljala v nakupu iPhone 14 Pro, po moje, da bi ga že dobila za Jurija 300. Klan moj, zdaj smo zmagali v Kanu, stari, ima se možnost. Zavaja se, skecam. Dejansko to je, za iPhone sem dal največ v life, kar sem dal za telefon in to je bilo 800 evrov. Aha, ok. 800, 900, bolj ven, da nekaj tako. Bi pa dal še tudi kaj več, ali je? Bolj bi ga probal pod 1000, ker, sorry, brate, plus 1000 za telefon se mi še zdaj zdi malo bizarno, malo nepotrebno. Kako pa se sploh odločila pač za TikTok, a pač zaradi tega, ker si bila stevardesa, pa si to hotela pokazati, ali čistko? Ne. Jaz sem v bistvu, meni je bil TikTok, ni bil pač neznanka, ker pred TikTok je bil Musical.ly, pa Vine. Če to veš, jaz sem bila na Vineu že, pač prijavljala, nisem objavljala, ampak sem se gledala. Na Musical.ly sem pa objavljala že in to je bilo tako 5 let nazaj, če ne več. In imam še nekaj videov shranjenih od Musical.ly, ker pa je v bistvu TikTok kupil Musical.ly, ne, oziroma je to spremenil v TikTok. In vem, da takrat, ko se je združili, nisem bila. In potem sem bila pa tako, veš pa, zakaj pa ne bi pogledala, kaj je to, med koronom je bilo ful dolg čas, sem bila tako, ok, da vidim. In sem potem delala skozi v angleščini, ker tako sem živela v tujini in pač angleščina primarni jezik. In potem prvi video se spomnim, ko sem ga objavila v slovenščini, je bil tako, veliko več ogledov, kot vsi ostali videi do takrat in potem sem tako, ok, slovenščina is the way to go, veš. Me pa tudi zanima, ko se ti odločiš za nakup. A se odločiš za nakup recimo tako, da zdaj sem pa od nekoga slišala, mi rekel, ta telefon je dober. Ali narediš celo raziskavo, ne vem, greš na net, greš kakšne take YouTube videe, kakor so najne pogledati, ali pa kakšne druge tech YouTuberje pogledati, ali pač koga vprašaš, ali pa greš sam na prodajno mesto pa rečeš, ta telefon mi všeč, dajte mi malo povedati. Vprašaš, Ne, v bistvu prav tja ne grem, mogoče ga grem samo pogledati, tako da ga primam v roko, pač da vidim, recimo gledala sem, če je tale isto velik, kot je tista moja 7-ka bila, in sem videla, da je isto velik, samo da je ta pač malo bolj, tako še malo bolj debel, tisti je bil malo tanjši. To me je zanimalo, zato ker pač sem navajena določene velikosti in pol, kaj pač si navajena, ne, pač enostavno. In recimo pač videla sem pri prijatelju, sem tudi probala par slik narediti in recimo itak je bila največja razlika, seveda, pač 5 telefonov je bilo res, nočni, pač po noči slikati, ne, in v bistvu sem pri prijatelju videla in takrat sem se toliko navdušila in sem prav rekla, pismo sem rekla, tole bi bilo pa vredno investirati, že sam zaradi tega, pač kako res po noči jaz prej nisem mogla nad slikati, zdaj pač to lepe slike naredim. Da pa pogledam tudi na internetu, no. Predvsem pač me zanima najbolj to tudi, ker vidva dosti delata primerjava slika, ne. Da se res vidi, kako se z enim, kako se z drugim slika, to me nekako najbolj zanima, pač ker me fotografija, no. Drugače pa nikoli pa, da bi pa zdaj prav v prodajalni nekaj ful spraševala, to ne. Rajš imam takole, da pač pogooglam prijatelj, da vprašam, tako no. Ja, ponovno se spravim to raziskavo, ker ni tako, da serjem denar in ni tako, dober dan, zdaj telefon kupila. Zdaj, če bi bila full cash, bi me brigali, bi pač prišla in po en telefon, ne. Tako se ponovno pa kar malo spustim v to, da pogledam. Vedno, ko kupujem telefon in ko pridejo ti novi iPhoni, vedno pogledam, kaj je razlika med Maxom. To se naprimer zdaj vedno pač pogledam, ne, ali se mi splača Maxa ali Proja. Zdaj ponovno se niti ne splača, vedno nekako rečejo, da
ne boš opazil kot uporabnik nekih zelo razlik. Tako da ponavadi, ja, vsem malo pogledam, nisem tako da kar. Jaz zdaj po moje že, ne vem, odkar sem prvega iPhona kupila, nisem imela tega, da bi pač si ful neki odločala za telefon. Dok sem imela za iPhone reviewje, mislim, tudi verjetno ga bom letos naredila, je bilo vedno tako, da pač je prišel te zadnji iPhone in jaz sem ga kupila, ker sem naredila review. Zdaj pač dobim od firme Huawei, tako da ono res dejansko že ful dolgo nisem imela tega, da pač jaz moram iti nov telefon kupiti. Ampak I guess bi ful, ne vem, jaz bi upoštevala bi mnenje Unbox Therapy in to je to. Tako jaz bi malo obrnila bi se na YouTube strokovnjake pa na vajen review bi pogledala in pol bi se odločila. Tako da jaz sem ful to, da poslušam dejansko mnenje, bolj gledam s tem, da vseeno gledam v reviewju, da je vseeno omenjena vsaj ena slaba stvar. Pač noben telefon ni perfekt, v vsakmu telefonu se nekaj slabega najde. Pač če tega ni, pol veš, da... Preden sem kupila, sem gledala videa, ampak se mi zdi, da bolj glede barve kot karkoli. Ja, jaz tudi, ker sem taka zagovornica pač iPhona in Applea, samo pogledam, kaj je razlika med najnovejšim pa enim pred tem in pa se na podlagi tega odločim. Če ni nek velik napredek bil iz tistega prej na ta naslednjega, se mi sploh ne zdi, da se splača kupiti najnovejšega, ker v bistvu je skoraj enako in bo še naslednjih 5 let, dokler se mi ne pokvari. Ne? Jaz tudi ponavadi pogledam, ko da Apple pač ne te nove izdelke, septembra okoli ven, takrat pogledam, ampak ni, da se preveč poznam, Apple, karkoli bi lahko jaz ocenila, to pa meni zdaj rabi, to pa je zdaj fotopika, to pa... Oni te predstavijo na tak način, da si čisto očaran. Tudi, da ti ne da več unega polnilca notri, je čisto wow, bravo. Eko. Ja, grem pogledat to isto na YouTube, ampak kakšen boljši kanal. Malo te moram spredati, sej so boljši, se mi da se sami zgledujejo po njih, tako da upava, da bi enkrat prišla. Ampak, ja ne, pač valjda, vsi kaj pogledaš malo YouTube, reviewčke in tako, da vidiš kaj zakaj, kaj pali, kaj ne pali. In če ne ti praviš, dosti časa nisem pač gledal in za tega nisem gledal nič, pač je prišla ponudba, vreme neč ti naročimo ceneje lahko, ja. Rabim nov telefon, moj me zafrkava, samo ja, vem, da je dober in to. Pač Mata videla tudi mene, dostop do mene, tako da saj meni lahko sam... Jaz mislim, da ta zadnje 2 telefona je bilo zmer sam. Dado, da phone guy, kva naj kupam, to kup. V redu, cool, daj zrihti. Kaj pa vem, da bom nekaj kupila, se pravi, pa ne bo to ali telefon, ali računalnik, karkoli, pa zmeraj naredim tako doktorsko dizertacijo, vse naštudiram, to bom kupila, to hočem. Tako da takrat pa ja, zmeraj pač vse naštudiram. Glih tako, ko pride do odločitve, se pa tudi jaz. Za 2-3 dni dol sedem, malo naštudiram, samo tako, da si potrdim, da imam prav in to je to. Ja, v bistvu se ne poglobim, isto zato je nasko, ker sem kupil, se nisem nekaj poglobil, sam pač tako... En kolega je rekel, da ga ima, pa je rekel, da mu je tako full v redu, tako da sem rekel, 11, sploh nisem sprašal niti v trgovini, nad sam 11. Pa si že ne bi se pa pol recimo tako, da kakor imaš recimo najn kanal ali pa kjerkoli drug tech youtuber, ki pač reviewa telefone ali pa pač druge gadgete, bi šel to pogledat ali pač rekel, dobro, pač jebeš, slišal sem, da je ta telefon dober, grem po tega. Mogoče od danes naprej bom. Ampak, tako, če pa ne bi se zdaj tako z vama pokonektal, pa to pa pomam, da ne bi. Daj nama povej, kaj pa je tvoj, mislim, je tvoj telefon, ne? A je to tudi tvoj najljubši gadget? A imaš še kakšen drugo napravo, da lahko rečeš, to je moja najljubša tehnološka naprava? Ja, je to moj najljubši gadget, nimam pametne ure, ne rad nosim ur. Imam še AirPodske Pro, to je moj, če lahko rečem, da to gadget, ne, to obožujem tudi, ne, ampak sigurno je telefon tisti moj najljubši gadget, zakaj? Ker ga imaš vse posod zraven in ti dejansko vse da. Če bi pa pač nekaj mogel še poleg telefona izbrati pa AirPods Max. Ja, to pa tudi, ja, sigurno. Ker non-stop imam slušalke na dvuhi, če hodim, če grem na kolo, v fitnessu, vse posod, to mi je tudi ena izmed boljših stvari, boljših nakupov, kaj sem jih naredil. Ne vem, če bi imela, še električen skiro ali pa dron, še zmeraj misliš, da je telefon ti najbolj pri srcu.
Ja, mislim, da mi je kar najbolj pri srcu. No, ajde zdaj, če smo realni, sicer to ni neki... Apple mislim, da nima tega, ampak električna zobna krtačka mi je pa najbolj pri srcu. Brez tega ne bi mogla živeti. Pa je to v bistvu je tista stvar, recimo, če bi karkoli mogla izbrati na mesto telefona kot najljubši gadget je to, električna zobna krtačka. Je zanimivo. To sploh nisem pomislil, vidiš, až mi da pomislila na električen skiro, na dron, na GoPro, nekaj, ne vem, pa pozabiš, da obstaja, ne vem, sesalc ali pa električna krtačka in je tako. To je mogoče treba pomisliti, tudi se res. Ja, ne se tudi jaz z Natalijo ful strinjam, ker pač tudi jaz uporabljam električno zobno krtačko in sem se toliko navadil, da ne morem iti na obično. Mislim, da bi raje, ne vem, nek telefon zamenil za enega drugega, ker da bi se navadil spet ročno dobitrico. Jaz jo nimam, ampak vidva sta me zdaj prepričala, da jo moram sprobati, ker tega pa nimam, ampak fakt, po mojem še zdaj kar direkt v trgovino sprobati, sta me pa zdaj napalila. Tukaj imaš gladke zobe, da lahko ne vem koliko cajta pucaš z obično, pa nikoli ne boš imel toliko gladkih, kakor z električno. Dobro, se sta me prepričala. Naslednji video bo review električne ščetke. In res sem kupil to ščetko, pač dober marketing sta naredila. Hvala. Skiro in slušalke, definitivno. Okay. Skiro in slušalke, brez skiroja, ne vem, že tlej, zdaj, ko sem prišla v Ljubljano, pač iz obale, pač se mi zdi, da tako te busi in te kolesa in to je pač ono ne. Pa gužva je tako skozi po cesti. Te busi so non-stop nabiti, razumeš, tako da pač skiro je live, pač ono, priješ hitro, sam ga nafilaš in to je to. Slušalke pa itak rabiš, ne vem, meni se ti to tak necessity every day. Uno zjutraj, da se zbudiš, pa uno vmes, če greš kam, pač ne. Ali pa nekam na en sprehod, ali pa pač ni karkoli tudi, da pač se... je odklop. Ja, ali pa tudi recimo, da če greš po, ne vem, da se moraš nekaj izgovarjati, pa da ti ni treba telefona držati, ampak pač daš slušalke noter, hodiš nekam in sploh pozabiš, da pač si dejansko na telefonu, sam pač malo se izgovarjaš, tako da dejansko to je bilo... Veš, da se izogibaš folku, da mi imaš slušalke, da te niti ne vprašajo. Nepogrešljiv je HomePod. To je to. Mislim, jaz sem ful rada, da sem offline, tako da z vsemi stvarmi, pač sem nekam overstimulated, ampak HomePod je pa res nekaj, kar si naštevam si muziko. Pa je pač ena taka tehnologija, ko ne zavzame preveč mojega cajta, ker sem pač addict in vem, da se moram odvajati. Pa ne vem, ga imam za muziko skozi, pa kadar sem osamljena, se pogovarjam z njim, pa mi pač kakšne šale govorim. Da zaspim, imam skozi ali imam river sounds, ali rain sounds, whatever, pa imam, ne vem, budilko imam na njem, vse imam na HomePodu, pač res je... I love it so much. Dejna ti preseneti, ker so že dobila kakšne take presenetljive odgovore, ki sploh niso pomislili. Kaj pa če rečem, da ga nimam, da je telefon moj najljubši, je to možno? Pač jaz nimam ne pametne ure, da bi bila zdaj ne vem kakšna pametna ura, nimam tablice, računalnik, kaj pa slušalke? Pač imam Lenovo ThinkPad. Zdaj sem si kupila nove slušalke dobre od Bose, Bose. Sploh ne vem, kako se reče. Pa ne me vprašati, kje reke, ne vem, a veš? Ja, pač dobre so. Dobre so. Nimam, pač presežem, nimam. Niti nič tako, pač niti kakšen pameten sesalc, karkoli. Ne, nič. Električna ščetka, ne vem. Ne, nimam električne ščetke. Ne vem, pač, tako. Nimam. Ne, tako se pa edin imela. Okvir za slike, ki ti predvaja tvoje slike, ki je na Bluetooth. To bi imela. Što so pa vsi tako, ja, itak, zakaj pa ne, sej to je ful popularno med mladimi. To je moje kolege in to, ker ko gremo na pijačo, oni pip telefon. Ja, jaz sem vse tlele gor, pa sam pač tako, najbolj easy stvar, ker ne rabiš niti denarnice nositi s sabo, niti nič, sam telefon imaš in... Okej, sorry, zdaj sem bil v Kanu in mi je mama kupila kot malo malenkost, da grem v Kanovo denarnico od Tomija in zdaj moram fucking od so denarnico in zdaj bom hodil v svetu z denarnico. Okej, no, jaz imam tudi od Tomija, tako da...
Mi jo manj sam zaradi tega, da lahko ješ pred bejbo pokažeš, kao, tako, to mi, Tako da... Ti vidiš, ti moraš pred tem kaj pokazati, ne? Ja, itak, ja, pač nekaj treba še pokazati, ima se, može se. Sorry, ti youtuber, ki reviewa telefone, dobro pa smo, Ne, precej slab zaenkrat še, ampak dobro, lej. Zdaj... Dobro, tle ste vi, ali na sceni, ojačajte vi to, da bo bilo dobro. Jaz smo te Rimanič, podpiram Da Svet TV, Tech TV, sponzori, ful dober kanal, kakšni brand deali. Ja, to bi bilo super, da čim več brand dealov dobiva. Bom vzel 20% od tega, ki sem vam zrihtel, hvala ni za kaj. Ok, nazaj, ki To se bomo mi pod mizo poizmenili. Ja, upam, da ne, ker meni so všeč punce. Hvala za ponudbo, ampak... Drugače sem mislil. Ti bom eno punco kupil, kot ti bo. Smo začeli ta intervju, da tle ve, vsi mi je neki mižikal, tle davr. Ti bom jaz eno punco kupil, pa bo ona pod mizo zrihtala. Dobro, prosim. Zdaj tle, jaz Matej Rimanič ne podpiram prostitucije. Okay. Zdaj pa tisto malo bolj mogoče tak spicy, malo bolj težek vprašanje, mogoče boš malo pogledala tako čuden. A poznaš 5G oziroma kaj je 5G pa kaj je razlika med 4G pa 5G? Majki mi ne vem, ker se v to ne razumem, ampak jaz to, če jaz koliko ne vem, neki vem, ajde recimo. Jaz sem mislila, da je to vedno kao, koliko je hiter internet. Ja, sej. A je to? Ja. No, okay. Ja, je tudi del tega. A si predstavljaš, kaj bi zaradi 5G-a bilo boljš, kakor pa, če imaš 4G, recimo 4G ali pa LTE? Katera stvar bi bila taka, ki bi lahko opazila improvement? Ne vem, mogoče hitrost, kako se kaj refresha, kakšna aplikacija ali kaj takega, ne vem. V bistvu ne, res ne vem, kaj je razlika. Jaz sam vem, da ima 5G, res ne vem. Kaj bi rekel, tako da je nekaj iz glave reči, na hiter? 5G je tu, ne vem, da ima mogoče, da lovijo, da 5G signal lovi tudi tam, ne vem, kaj slabše povezave, ne vem, to bi rekel. Ker se nov mreže uvajajo v bistvu slabša povezava posod in imaš ti recimo, če greš v center v Ljubljane ali pa v Kranj in tam pač v centrih zdaj trenutno imaš 5G. 4G pa v bistvu pa 3G so pa ta starejša omrežja, ki so malo bolj razporejena na podeželjih ali pa malo stran od centra. In 5G je v bistvu ta razlika, da ne bi bil ful hitrejši, pa ful bolj zanesljiv, kakor je 4G. Kje mislite, da bi 5G prišel prav, če povajeno čistko laično, da recimo to sam pomeni, da je ful hiter internet, da nima zakasnitve. Kje se sliši nekaj takega, kot da bi bilo zelo uporaben? Meni pride to uporabno, mogoče pri faksu, vsaj zdaj, kar je bilo za treba oddajati stvari online in pol mi je stres, če moram kaj zadnji trenutek oddati in ne dela in pol mi šteka. Ali pa, ne vem, kakšni te videoklici, ko jih imamo z šolo, to je tak stres, lih prej, kot je bilo, ali recimo, da ne dela internet in da dela dobro, ker ti profesorja sploh ne slišiš, recimo, če ni dober internet in nič pol nimaš od tega in ti vzame tvoj čas za brez veze, namesto da bi se kaj naučil, recimo. Ja, jaz bi rekla, ne vem, upload YouTube videa. Saj tako To, če veš, kaj je razlika med 4G in 5G, je veliko, ker to je tak vprašanje, ki se veliko polka. Ne vem, samo vem, da se ful govori o tem 5G-ju, pač kaj so tudi slabosti in tako vem, da pač je ful polemika glede tega, nisem se pa nikoli ful poglabljala v te stvari. To pa. Kje bi se lahko uporabljali poleg telefonov v svetu? Kaj ti na pamet? Ja, kje ti na pamet pride? Da bi to bilo uporabno. To je malo bolj spicy vprašanje. To je to. Ja, mislim, po mojem tudi kakšna je vojaška industrija, pa kakšne te stvari. Nekako se mi zdi, da bi znalo tudi kaj na to bilo, pa pač ne vem, po mojem, kakšni vesoljski programi, kaj jaz vem. Čist na pamet govorim, ne vem. Tako ti bom povedal, jaz za neke ekstremne razlike nisem opazil, ekstremne razlike, ne? Ker vseeno, da ti pošlješ sporočilo preko Snapchata, lahko tudi ti bo tudi v
2G ali kaj je, v 3G ti bo hitro poslalo, 3G, ne? Ti bo tudi v 3G hitro poslalo, veš kaj mislim? Nisem pa še ništa, da bi lahko testiral, da bi jaz ne vem kaj hudo ekstremnega pošiljal ali pa kaj in fora tudi tem, zakaj ne opazim, ne? Ker sem prišel iz S10, ko je bilo vse počasi, ne? Sem šel na iPhone 13 Pro Max, kjer je vse ekstremno hitro in nisem zdaj bil, to pa je 5G mi zrihtal, ne, jaz mislim, iPhone mi je zrihtal to, ne, da tako vse hitro gre. Po resnici povedano, ne opazim tako velike razlike, tako velike. Ti načeloma, zdaj, ko si cepljen, ti sicer 5G majčkeno nagaja, ampak vsem bi ga pa uporabljala, ti je tako v redu, da ga uporabljaš, no tudi če majčkeno včasih malo trzneš, kaj? Ja. Ne, jaz bom kar rekla, da zdaj sem v Ljubljani, ampak ful sem hodila še v Velenje domov, pa k fantu hodim, ko tudi živi na selu. In dok sem bila skozi v Ljubljani, sem bila zdaj imamo cool, imamo 5G, ampak I don't see no difference. Zdaj pa, ko hodim k njemu, jaz sem kar razvajena. Zdaj nekaj druga, mislim, ne vem, če gledam Netflix na podatkih, pa te fore, Se vidi razlika, ja. Malo hitreje, tisti milimeter hitreje. Jaz ti lahko sam povem zgodbo, da ko so postavljali omrežje 5G v Ameriki, je moja letalska družba za tiste 2 dni odpovedala vse lete v Ameriki. Res? Ne vem. Ja. Res? Zato, ker niso vedeli, kako bo to vplivalo na radijske sprejemnike, na avionu in podobno. In takrat je bilo tako zanimivo. Je pa res, da imajo vsi moji kolegi v Dubaju, ki imajo 13 iPhone, že 5G. Ja, tukaj v Sloveniji imaš načeloma že 5G, tudi jaz ga imam že načeloma. Veš, kaj je tako za telefone glavna prednost? To, da je ful hitrejši internet, pa ful manjša latenca. To pomeni recimo, da če bi nek Netflix gledala ali pa serijo nek tako streamala, da bi lahko v višji kvaliteti gledala z manjšim zamikom, da se ful hitrejši naloži. Ali pa mogoče bi ti to tudi pomagalo, dobro, optike res, to se bolj po moje pozna, da optike nimaš kakor pa 5G-ja, po moje. To, jaz, če ne bi imel optike, jaz bi živčenega fasu. Mi imamo doma že 15 let optiko in kar internet zares uporabljam, imam optiko, tako da... Sem kar malo ljubosumna, no? Ker je moje videe nalagati kolegici, a veš, v drug kraj, ker to ne gre drugače. Res? Ja, to mi 3 ure nalaga en video, halo. Upam, da čim prej dobiš optiko, ne? Ali vsaj neka angleška optika, ker to je pa res tista stvar, ki jo res nujno rabiš po enkrat, ko jo imaš. Ker ne znaš brez. Tako da vsi unika gledate, vsak video, ki naložim, je fucking sweat, veš, v videu. Da se to naloži, a ne, Lucija mora jeti na drugo stran Slovenije, ne, zdaj Ne, v bistvu pojma nimam, kaj je razlika. Sem pa tako, nisem ena tistih, ki sem tako ne 5G, sem zelo stremim s spremembami in se mi zdi, da večino sprememb, ki jih naredimo, so dobre za nas, oziroma je tudi mišljenje, da gre svet na boljše, ne na slabše. Ne vem, nisem niti raziskovala, kaj so negativni vplivi, gotovo so kakšni, ne? Ampak se mi zdi, da glede na to, da je to bilo toliko sprejeto še zmeraj in da uporabljamo, ima po mojem več pozitivnih kot negativnih. Vem samo, ni da 5G je pač boljši. Ok, kje misliš, da je tista ta glavna razlika proti 4G-ju? Tako iz glave, da bi rekel. Boljše lovi, boljše vleče, ko mu je bivša. Ampak v bistvu slabš lovi, ampak je zaradi tega imaš pa slabš vleče, verjetno kot tvoja bivša. To ne vem, ampak je pa treba imeti ful več postaj za to, da boljš lovi, zaradi tega, ker 5G lahko tudi, če si ti en drevo, lahko dež uslabi signal, lahko ti uslabiš signal, lahko stena uslabi signal in zato rabiš ful več teh postaj imeti in zaradi tega so bile tudi vse conspiracy teorije takrat, ki so to postavljali, ki se je začela korona. Da bi zdaj prav tehnično vedel razlike med 4G in 5G, ne vem. Mogoče tudi zaradi tega, ker mislim, da najin telefon 5G sploh ne podpira, tako da ga niti ne uporabljava. Je pa tako, je saj na to neki ful
mislim, ne dam v smislu, da bi se zdaj spuščal to, ali je to v redu ali ni v redu. Vem, da pač je stvar neizbežna, ko bo menil telefon, bo 5G, mu je v redu, ima 5G in se mislim, da niti ne bo poglabljal v karkoli. V modrih besedah, ne vem koga na internetu, od ene stvari bomo itak umrli. Kaj pa mislite, da so pač tiste največje, samo tako na hiter, kar ti pade na pamet, oziroma vam pade na pamet, razlike med 4G in 5G? Tako čisto, obdito. Hitrost. Okay. Glede kartice pa tega, da plačevanje s kartico. Ja. Se pravi, moje mami ni šans, da kup nekaj za 1 evro, da kup s kartico. Res. Ker mislim, to mi bojo pa lahko trgal dol, ne vem kaj, bla bla. Tako da, dokler nisem dobil svoje kartice, ni bilo pogojev, da bi jaz kaj z mamičino kartico kup, ni bilo šans. Sej to se mi zdi, da je ful teh primerov pač v Sloveniji. Zaenkrat ne vem, zakaj folk še ne zaupa toliko v pač te kartice. In pa imaš pa naslednji korak, imaš pa to, bi zaupal toliko telefonu, da bi imel bančno kartico gor in da bi samo prišel v trgovino pa plačal, ali bi imel kaj skeptičen glede tega? Definitivno bi imel to, ja, ker je v bistvu še lažje, ne rabiš. Ni denarnice povsod nosti, ni v bistvu še lažje. Pač. Jaz bi to imel, če bi bila možnost, da ko imel. Vi tako verjetno poznaš Revolut pa N26. Ja. Pač, če imaš lahko z Apple Payem registriraš, pa ne vem, če imaš tudi Apple Watch, če bi ga kdaj imel zraven, kot za lahko tudi sam z uro plačaš. Moja banka tega nima in sem si samo zaradi Apple Paya naredila Revolut, zato da lahko imam ta način plačila, ker je ful praktičen. In če grem kam brez denarnice, si lahko prinesem iz svoje banke na Revolut hitro in grem s telefonom. Meni se to zdi nekaj najboljšega, kar se je zgodilo s temi telefoni. Ja, jaz imam Intezo, tako da imam in Intezo in Revolut oboje na Apple Payu in je res bolano. Pač jaz to uporabljam Apple Pay in pač imam vse preko bančne kartice. Zaenkrat vse štima in tako dobim, za vsako transakcijo dobiš obvestilo. Tako da pač ne zdi nič nevarnega. Zdaj pa, če se res nekdo loti, ne vem, nekega ekstra hekanja, pa čisto, ne vem, kaj da mu rečem. Ja, pač nasilih to, kar meni se zdi, da... Ni pod nadzorom. Sigurno bi uporabljal, ne maram gotovine. Ko daš tam gospe 10 evrov, pa ti vrne kovance nazaj in pomaš denarnico težko 2 kili in si misliš, on pa ima denar, ne, jaz sem samo kovance po 1 evro noter, ne. In sigurno imam raje kartico, mi je tudi dosti hitreje, prislovnič greš. In če bi bilo še boljše, pa mi je, da sploh ne rabiš imeti denarnice zraven, da imaš samo telefon. To pa mi je najboljša zadeva in to totalno podpiram. Z veseljem dam noter mojo kartico v telefon, pač v preverjene aplikacije, ne pomote, ne. In z ekstremno rad bi plačeval, oziroma rad plačujem z telefonom, če je možno, če pa ni možno, pa sigurno s kartico. Denar, pač cash pa je zadnja stvar, no. V zdajšnjem času meni se zdi, da itak pač imajo podatke že vsem, tako da če bo zdaj imel še podatke, tako že imajo podatke o mojih bančnih stvareh, tako da če bo zdaj ti naložil podatke kartice in uporablja Apple Pay, s tem pač, oziroma če ne boš uporabljal, s tem se nisi nič več bolj zavrval, ker v vsakem primeru imajo. Itak že imajo, ker pač v iCloud plačuješ, pa to imaš že kartice noter shranjeno. Nimam še tega. Jaz sem sicer človek, ki večinoma bolj s karticami plačuje, kakor z denarjem, sam za potovanjem imam sicer vedno tudi pač določeno vsoto s sabo, ampak drugače sem ful slaba, velikokrat se zafrkavam, da nimam niti za burek, zato ker skozi karticami plačujem, nimam ponovati. Niti 2 evra, evo, sem moram prav prisiliti, da grem dvigati denar, zato da imam neki keša v denarnici. Ne vem, to s telefonom, kartice, mi je sicer fajn, tudi oči vas ponosen, ko z uro plača, ne, ampak iskreno, vedno mi je to, kaj pa če kaj izgubiš, kaj pa če pol, Bog ne dej, ne vem. Sej to je zdaj zavarovano preko tem zlorabam, ne, čeprav so že tudi povečali na karticah ta limit, ne, prej je bilo do 25 evrov brez kode, zdaj je že 50 evrov in tako, ne. Se mi zdi, ne vem, nekako še toliko ne čutam tega, čeprav je praktično, ne, velikrat vzameš na sprehod, recimo sam telefon, ne vzameš denarnice cele. Kaj pa vem, sam nisem še tam. Zdaj, jaz gotovine že tako zelo malo uporabljam, to sploh zelo malo. Nimam Apple Paya, ker imam novo KBM in ne sodelujeta. Imam pa sicer od Binance kartico, to pa sploh nisem pogledala, če bi lahko uporabljala. Mi pa ful rada to uporabljala, zaradi tega, ker velikokrat se mi kam zgodi,
da moram tako, še denarnico moram s sabo vzeti. Ali pa ne vem, kdaj grem, mogoče test ali karkoli, pa bi rada, pa se hočem ustaviti v trgovini, pa jaz podati ne vzamem telefona, pa ne moram nekaj kupiti, ker pač nimam na uri kartic. To bi ful rada imela vse na telefonu, sicer bi po mojem v trgovini še zmer, oziroma kar bi plačevala večinoma s kartico, tako fizično, ampak bi se po mojem tudi pol s časoma navadila, da bi vedno nosila s sabo le telefon. Ja, v bistvu pač mislim, da lahko govorim v imenu obeh, pač zelo uporabljava in kreditne kartice in vse te pač PayPal-e pa scene. Jaz imam tudi kartice na telefonu naložene, sicer ne uporabljam tega, ker mi je lažje denarnico vam potegniti, no. Ampak... Skozi več, no. Ja, skozi več. Jaz sem bila včasih ful pristaš te gotovine, ampak sem se zdaj čisto odvadila in zelo imava kar problem, ko gremo v Indonezijo. Ja. In tam pač kartic na velikih mestih, sploh tako bolj odročnih krajih, sploh nimajo. In smo kar tako, zdaj moramo pa malo preračunati, ko gotovine s sabo vzeti, pa pol se zdaj dolarje sva mogla zamenjati, pol morava indonezijske rupije kupiti, tako da kar malo... To nekakšen vidiš, koliko ti je v resnici pa hranenega, koliko je v bistvu so kartice, da te stvari res cool, ja. Ful je lažje, ja, pa tudi hitrejno, ne vem. Nimam samo zato, ker se mi ne da to narediti. Bi pa uporabljal, mislim, če... Ja, ne, da mi je problem spet na telefonu videl, pazi to predplačniško, tako da če me kdo nafuka, me ne more nafukati več kot kar manj gor, tako da... Sej, itak, se mi zdi, da kakšne starejše vprašaš, pač niso toliko za mlade, ki pa vprašaš, so pa vsi tako, ja, itak, zakaj pa ne, sej, to je ful popularno med mladimi. To je moje kolege in to, ko gremo na pijačo, oni pip telefon. Mislim, jaz sem tako rekla, da čist ful aktualna tema za mene, zaradi tega, ker sem pred kratkim dobila novo kartico in sem jo zgubila, preden jo začela uporabljati in mi je pač stara potekla. Teda sem zdaj brez kartice, sem tako počutim se, kot da je leto 1950, ko uporabljam gotovino. Če bi bila malo bolj znajdljiva prej, pa da bi imela tudi jaz kako pač kartico na telefonu, bi tudi jaz to uporabljala z veseljem zdaj, ampak ne morem, tako da moram počakati na novo. To mene prijatelji ful ne marajo, zaradi tega, ker jaz imam gotovine največ po moje 5 ali pa 10 evrov, kadarkoli sabo. Pa izmer, če gremo, dej ostamo se tukaj, da grem na bankomat, dej pa me že vsi sovražijo. Zdaj ne vem, mogoče če poznaš Flik, je to ena ful dobra zadeva, ki pač vsi uporabljamo. Jaz sem tako po moje največji zagovornik tega v Sloveniji in pač tako po moje sem vse prijatelje naštimal, da to uporabljajo, ker ful stvari reš, ker zdaj pač meni ni treba gotovine nosti in se zmer sam nakažemo to. Tako da res še enkrat vam ful hvala iz moje strani. Hvala. Ja, res je bilo zabavno, z veseljem rade počneva take stvari, tako da hvala. No, super. Smo res že čist na koncu, se je pač malo zavleklo, ker je bila pač upam, da ti je bila cool debata, no, tako da... Meni je bilo super. Tako da, hvala, da si se odzvala. Res hvala, da si se javil, pa da smo se malo pogovarjali. Pošljite mi link, da jaz pošeram obvezno še med moje, da se kaj naučijo. Ok, super. Hvala vama. Enako. Pa dober pouč, kakšne tipe ali pa pač folk o ljubezni, pa o tugi v ljubezni. Upam, da niso bila pretežka vprašanja, upam, da ti je bilo v redu. Upam, da pač... Razen tistega 5G. Ja, to je bilo za nalaž tako noter vržen. To je bilo tako malo, da vidiš reakcijo od ljudi, kaj bojo tako tudi facial expressions pa to in... Je malo drugače videti, no. Dajmo šla moj facial expression pozumat, ker sem tako, Lucija, dej premislila, veš? To boš rekla, stari. Iskrena hvala za povabilo, no, res. Ni, z veseljem. Lepo se imejta, pa pozdrav še, pa uživita, no. Ja, Andraža. Moje, da je drugače to z vprašanji, upam, da niso bile pretežka, upam, da je bilo cool, ful ti hvala, da si se nama pridružila, oziroma meni trenutno, da si se pridružila, da sem malo podebatirala. Frke. Če enkrat hvala, res, tle sem ti rekel hvala 15-krat mola. Jaz pa tudi tebi.
Evo. Sem verifijan in zdaj tako folku komentiram brez razloga, samo da ima enega, ki sem verifijan. Zdaj sem tako tipi fora bi hodil Mora biti hud, če ti sam da ješ, prijazen. Samo na opra, kličejo me slovenska opra, stari. Bela in manj suha opra. To je to, cak, komentar za vse, ni za kaj. Pač pa, zdaj se nam, tako kot sem rekel, že čas izteka. Še enkrat ti ful hvala, da si se udeležila tega intervjuja, da smo malo pohengali, malo početali o tehnologiji. Upam, da ti je bilo kul, da niso bile pretežka vprašanja. Tako da, pač, ja, res ti ful hvala. Pa smo na vezi. Ja, uživajte. Čau. Čau. Hvala, da sta prišla, dobro potujta. Pa smo na vezi takoj za tale video, ki bo. Pa še vama čestitke za 100 video. Ja, čestitke Hvala. za 100. Hvala. Čau. Čau. Najlepša hvala. Ni problema, hvala tebi. Uživajte. Čau. Čau. Ajde, čau. Hvala, čau. Ej, hvala, čau. Čau. Čujemo. Čau. Čau. Člani podcast. Hvala. Ok, lepo se mejta. Enako, uživi na Nizozemskem. Čau. Čau. No, evo, upava, da vam je bil video všeč in oprostite, ker je bil malo daljši. Je bil pa vsaj malo drugačen, ker je bilo vpletenih toliko veliko drugih kreatorjev. 10 drugih. Še enkrat se moram zahvaliti vsem, ki so sodelovali, pa da so se odzvali na povabilo in so bili pripravljeni žrtvovati dobre pol ure za pogovor z nama. Kakšen zaključek pa lahko recimo naredimo iz tega, Davor? Večinoma vsi, s katerimi smo debatirali, so bolj Apple fani, imajo iPhone in tudi preferirajo iOS, ker je pač tako bolj lahek za uporabo in bolj clean sistem. Sem se zdi sicer, da je 1000 evrov velik cache za telefon, ampak eni bi še vsega kupili, ker je pač bi hotel zanesljiv telefon imeti. Prav tako, večinoma vsi, ko se odločijo za nakup neke tehnološke naprave, naredijo malo bolj poglobljeno raziskavo, oziroma jo vsaj od zdaj naprej bodo, ker pač spet je tam drago. Tudi recimo, da neko osnovno poznavanje 5G-ja pa presenetljivo imajo, načeloma vsi različne najljubše tehnološke gadžete, oziroma je za njih to kar ponavadi telefon. Mislim, da je to od povzetka to, Davor. Ja, to je to od povzetka in tudi od videa. Več izsekov boste sigurno še nekaj časa gledali na najnih socialnih omrežjih, kot smo že rekla, ampak 100. video je zdaj s tem končan. Upam, da je na koncu vsem ta format kul izpadel, ker mogoče ima potencial tudi za naprej, da bi delala kakšne take streame v takem podcast načinu, če bi nama ratali dobiti dobre goste. Tudi vas odvisen. Hvala vsem, da ste gledali in se že kmalu vidimo v novem videu, kjer bomo zakorakali v novo stotico. Čau!